V teh dneh smo obeležili Mednarodni dan pismenosti. Na svetu je 781 milijonov ljudi, ki ne znajo niti brati, niti pisati. Od tega je 2/3 žensk. Več kot 250 milijonov otrok ne zmore prebrati niti enega samega stavka, čeprav jih je polovica 4 leta obiskovala šolo. Več o pismenosti pa Petra Javrh iz Andragoškega centra Slovenije. Kaj vse torej zajema pismenost? Izvorno se besedo res povezuje z veščinami branja in pisanja, se pravi prav samo veščino, kako brati in pisati, ampak z leti se je pa zdaj razvilo eno tako novo pojmovanje in pismenost, beseda pismenost pomeni precej več. Pomeni v bistvu govor, izražanje, tudi obdelovanje podatkov, se pravi neka taka širša sposobnost ali pa zmožnost komuniciranja v najširšem smislu. Bi tukaj lahko dodali tudi zmožnost komuniciranja z novimi tehnološkimi stvarmi, kot so računalnik, tablica, pametni telefon? Seveda. Zdaj, bom rekla, v preteklosti je bilo zelo pomembno, da smo se lahko pogovarjali. Potem je bilo obdobje, ko je bilo zelo pomembno, da smo si lahko sporočila zapisali. Zdaj, z napredkom tehnologije, seveda, se pa vsa ta, se pravi posredovanje nekih sporočil, prenaša v elektronsko, v virtualno okolje in tukaj je pa to včasih lahko pač velik izziv, zaradi tega, ker poleg teh veščin, kako informacijo razumemo, kako jo obdelamo, kako jo ponotranjimo, vrednotimo in potem tudi posredujemo naprej, pomeni tudi, da je potrebno obvladati te veščine, kot so najti v virtualnem okolju, vedeti neke postopke, kako te aparature uporabljati in tako naprej. In temu potem tudi rečemo računalniška pismenost ali pa medijska pismenost ali pa IKT pismenost in tako naprej. Tako da beseda pismenost ima zdaj lahko mnogo pomenov, uporablja se na različne načine lahko. Na kakšni ravni pa je pismenost v Sloveniji? Zdaj, če razumemo besedo pismenost v ožjem smislu, se pravi, da je povezana s tem, ali človek zna brati ali pa pisati, potem lahko rečemo, da v Sloveniji praktično ni ljudi, ki bi tega ne znali. Mogoče je en tak majčken zanemarljiv odstotek, ki je pač prisoten v vseh, bom rekla, okoljih takih ljudi, ampak načeloma lahko rečemo, da v Sloveniji tega problema ni v takem smislu, kot recimo v nekaterih drugih delih sveta, kjer pa v bistvu to je lahko zelo resen problem, ker vemo, da tako kot je bilo ravno kar objavljeno, da 781 milijonov ljudi po svetu je ta trenutek, v tej dobi računalniške pismenosti in tako naprej, ki ne zna brati ali pa pisati ali pa šteti, kar pa tudi nekaj pove o tem, da v bistvu vendarle v Sloveniji situacija je z tega vidika dobra. Seveda pa, če pa pogledamo na druge vidike pismenosti, bi se pa tukaj le našlo lahko zelo veliko še praznega prostora oziroma nekih točk, kjer imamo še zelo veliko za narediti, tako izobraževalci, kot pa tudi, bom rekla, ljudje sami. Katere institucije pa so ključne skozi vzgojo in tako naprej, da je ta pismenost nekako dovolj dobra na različnih področjih? Seveda se največkrat omenja šolo, ampak raziskave nesporno potrjujejo, da v bistvu pred šolo je zelo pomembna pa seveda družina. In okolje, to družinsko okolje zelo močno zaznamuje človeka v tem smislu, ali ima neke dobro razvite neke temeljne osnove z dobro pismenost na vseh področjih ali pa pač tega nima. In raziskave kažejo, da v bistvu otroci iz tistih družin, kjer se praktično ni bralo, kjer se je zelo malo, so se starši malo pogovarjali z otroki ali pa so se z njimi pogovarjali, rekla, na tak zelo enostaven način, so že v šole prinesli neke primanjkljaje, ki so jih potem skoraj niso mogli nadomestiti, tudi če so bili v zelo, zelo dobrih šolah, kar pomeni, da v bistvu to so že en dejavnik, ki zelo močno vpliva. Potem pa seveda tudi šola, sploh nižji razredi osnovne šole, se pravi z nekimi osnovnimi veščinami, pa tudi odnosom do branja, pisanja, tudi računanja. In seveda potem
celoten proces šolanja, se pravi tega formalnega sistema. Sama se ukvarjam s področjem izobraževanja odraslih. Tudi tam vidimo, da ko človek odraste, seveda nikoli ni prepozno, zato da pridobivamo neke veščine, da se učimo in možno je tudi v obdobju odraslega življenja, tudi v starosti pridobivati veščine pismenosti, spravi bralno pismenost, druge vrste pismenosti, vendar je to precej težje, ampak primeri dobrih praks po svetu kažejo, da je to lahko pravzaprav tudi tak zelo dober moment, kjer se združi več dobrih učinkov, ki jih ima izobraževanje. Tako da, ko ste me želeli vprašali, kjer je inštitucija, recimo za Slovenijo je gotovo to za odrasle, če pri odraslih ta primanjkljaj v pismenosti je gotovo to Andragoški center Slovenije kot ena taka nacionalna inštitucija, potem pa mnoge druge, naprimer ljudske univerze, ki ponujajo veliko brezplačnih programov, ki so posebej namenjeni ravno dvigovanju ravni pismenosti. Na Andragoškem centru pa pravkar poteka tudi zelo zanimiva, obsežna raziskava PIAAC. Za kakšno raziskavo gre? Dejstvo je, da je to mednarodna raziskava, svetovna raziskava, ena največjih družboslovnih raziskav pri nas, pa tudi v svetu. In sicer, če tako bi enostavno rekla, namen te raziskave je ugotoviti, kako so in koliko so razvite določene spretnosti oziroma kompetence ali pa veščine odraslih. In prav ta raziskava se ukvarja tako z bralno pismenostjo, se pravi tudi z pisnimi spretnostmi, poleg tega pa še merimo matematične veščine in pa eno zelo zanimivo področje, s katerim se tudi ukvarjamo v tej raziskavi, je, mi rečemo, strokovno reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, ampak v bistvu, če bi enostavno rekla, raziskujemo, koliko so ljudje ravno vešči uporabe vseh teh naprednih tehnologij, zato da si olajšajo komuniciranje med seboj. Rezultati raziskave bodo znani nekako čez 2 leti. Anketirali boste kar več kot 5000 ljudi. Na kak način ste jih izbrali? To je pa posebna, bi rekla, bila naloga, in sicer vzorec ljudi je izbran tako, da vsak, ki je povabljen k raziskavi, predstavlja določeno število ljudi v Sloveniji. Se pravi, da ta vzorec je zelo strukturirano izbran in je reprezentativen, kar pomeni, da v bistvu bomo s tem, da smo izbrali vzorec ljudi, v bistvu lahko sklepali na celotno populacijo. Seveda pa ne raziskujemo čisto celotne populacije, ampak ljudi od 16. do 65. leta starosti, vendar vse skupine ljudi v tem obdobju, v tem razponu. Kaj pa so tisti glavni cilji raziskave, kaj bodo prinesli Sloveniji? Ena zelo pomembnih stvari je, da bomo dobili vpogled v to, kam med državami OECD oziroma tudi primerljivimi evropskimi državami se pač mi s svojimi, bom rekla, spretnostmi umeščamo. To je zelo pomembno zato, ker smo polnopravna članica Evropske unije, naši ljudje vse več v bistvu iščejo delo tudi v drugih deželah in v bistvu Evropska komisija zelo, bom rekla, podpira, da se nekako, rekla, po nekem enotnem merilu v bistvu ugotavlja, koliko so ljudje vešči opravljati določeno delo oziroma katere zmožnosti imajo. In to je gotovo ena taka pomembna informacija, ki jo bomo imeli, kajti v primeru, da se pokaže, da so naši ljudje, da imajo zelo dobro razvite kompetence, potem bodo z veliko večjim, kako bi rekla, samozavestjo lahko nastopali na evropskem trgu dela. Če pa so te zmožnosti manj razvite, potem pa seveda je naloga
tudi inštitucij, pa tudi ljudi samih, da pridobijo tiste manjkajoče kompetence. To je ena stvar. Druga, zelo pomembno bo za načrtovalce politik oziroma za tiste ljudi, strokovnjake, ki predlagajo, kako naj bi spreminjali, posodabljali in tako naprej šolski sistem ali pa tudi izobraževanje odraslih, v katera področja bi bilo smiselno vlagati v naslednjih letih. In iz preteklih podobnih raziskav vemo, da je ena taka raziskava, kot je PIAK, potem vsaj še enih 10 let pravzaprav vpliva na, rezultati, vsaj še 10 let vplivajo na to, kako se razmišlja, kakšne strategije se načrtujejo, kakšne povezave se iščejo in tako naprej. Zdaj, če bi mogoče samo ob koncu še pozvali naše poslušalke in poslušalce, vkolikor dobijo recimo klic, povabilo, da sodelujejo v vaši raziskavi. Res prav lepo bi povabila vsakega, ki na dom dobi posebno pismo, v katerem je natančno razloženo, kaj naša raziskava je, kaj od osebe, ki je bila povabljena, pričakujemo. Poleg tega je tudi razloženo, da jih bo obiskal naš pooblaščeni zunanji strokovni sodelavec, ki bo imel tudi izkaznico, eno tako potrdilo, s katerim se izkaže, da je to res zanesljiva oseba. Zelo pazljivo smo izbirali strokovnjake na terenu, ki v bistvu izvajajo to raziskavo. Zakaj pa je pomembno sodelovati? Jaz bi rekla takole, pritožujemo se včasih, da nimamo vpliva na spremembe v državi. Ta raziskava, rezultati, kakršni že bodo, bo gotovo prinesla neke spremembe v izobraževalnem sistemu, pa tudi potem v tem smislu, kateri programi recimo bodo lahko se financirali in bojo brezplačno na voljo tudi odraslim ljudem. Vse zaenkrat se moram pohvaliti, nam gre dobro, ljudje razumejo, so pripravljeni, odgovarjajo, tako da pridno zbiramo podatke in upam, da bomo do konca uspešno zaključili naše delo in potem sledi seveda obdelava podatkov in kmalu potem tudi rezultati. Prispevek je pripravila Estera Korošec.